Včeraj pa smo obeležili Svetovni dan mokrišč, ki so prave zibelke biotske raznovrstnosti. 2. februarja 1971 je namreč prvih 18 držav podpisalo konvencijo o varstvu mokrišč mednarodnega pomena, danes poznano kot Ramsarsko konvencijo. Letošnji Svetovni dan je minil pod geslom Ohranimo mokrišča za našo skupno prihodnost. In prav to bo tudi eden glavnih smotrov novoustanovljenega Društva za ohranjanje mokrišč Zdravci, ki ga je ob svetovnem dnevu teh izjemno pomembnih oaz življenja v Škocjanskem zeliščarskem centru ustanovilo 11 ljubiteljev narave. Mi se imamo namen ukvarjati, kot že samo ime pove, z mokrišči, se pravi predvsem z ozaveščanjem ljudi o tem, kako so mokrišča pomembna. Zadnje čase se zelo veliko sicer govori o tem, naredi se pa nažalost zelo malo. Mokrišča, ki v Sloveniji prekrivajo manj kot 5% ozemlja, kot nekakšne naravne čistilne naprave za ljudi opravljajo številne nujne ekosistemske storitve. Vsa ta voda, ki se ustavi v mokriščih, se filtrira skozi več slojev in zaradi tega potem pijemo bolj čisto vodo. Potem jasno tudi voda se ustavlja v mokriščih, zaradi tega imamo dolvodno manj poplav. Pozitivnih plati mokrišč je še bistveno več. Kljub izjemnemu pomenu pa spadajo med najbolj ogrožene ekosisteme na Zemlji, saj izginjajo 3-krat hitreje kot gozdovi. Jaz to iz domačega praga spremljam, kaj se pri nas doma na Barju dogaja. Žalostno videti, ampak to je posod. To je posod po celem svetu tako. Tako da vsak hektar mokrišča, ki ga uspemo ohraniti, je dragocen. Mokrišča res rabijo zaveznika. Vemo, kako hitro nam izginjajo in brez enega aktivnega članstva, brez aktivne javnosti se jim slabo piše. In danes, kaj tak dan, je res super priložnost za novo društvo. Ki v imenu nosi poimenovanje več 10 hektarjev velike poplavne ravnice oziroma mokrišča Zdravci v šmarješki občini. Sem prejšnjo leto šele izvedel, da imamo tukaj blizu tak, dragulj, da ko sem prvič prišel, kot da bi v džunglo prišel, čista neokrnjena narava in je res čudovito. Da bo tako tudi ostalo, pa si bodo skupnimi močmi seveda prizadevali tudi člani društva.